Lep pozdrav z vročega Omana. Kot me vidite v kratkih rokavih, vidite me ne, ampak sem bos. Tamle od zadaj 100 metrov stran imam morje. Sem hotel tale video posneti čist pri morju, ampak je morje preveč glasen, tako da sem rekel, da ne bo se valovi slišali. Sem se pa semle mal odzad pomaknil. V glavnem smo na otoku Masira v Omanu, kjer je čudovito, sem čist navdušen. Sicer zdaj smo se preselili tukaj nekam, kjer bomo šli zvečer pogledati te želve. Menda so to neke velike želve in da jih je cel kup. Prej smo pa bili na nekih plažah, kjer je bilo pa res sanjsko. Jaz sem tam mislil posneti video, pa sem hotel ta stojav dati noter v vodo, da bi bil jaz tam nekje 20 centi v vodi. To je tiste modro-zelene barve, to je bilo neverjetno. Slikce si lahko pogledate v tem na mojem Instagram pa Facebook profilu, res čudovito, sanjsko. Tam smo šli potem z čolnom se malo okoli zapeljati, ko smo šli delfine gledati, potem, ko smo pa nazaj prišli, pa ni bilo čas tudi 2 minute, da bi posnel, ker je bilo treba takoj iti naprej, ker je kao nas neki vodič čakal in tako naprej. No, v zadnjem videu, ki sem ga posnel, oziroma zadnjem, je bil prvi, ta je drugi, sem povedal, kako je bilo v Omanu prve 2 dni. Naj povem, da smo potem tisto se je nekako rešilo s tistim problemom, ker sem jaz pozabil vozniški izpit doma, vzel sem samo mednarodnega, nisem vzel pa slovenskega, ker meni je bilo logično, da pač, če imaš mednarodnega, kaj če boš slovenskega rabiti. Ampak žal ni bilo tako in je bilo kar malo komplikacij. Ampak smo avtomobile dobili, tako da imamo zdaj 4 avtomobile. Če slučajno zaradi mojega vozniškega ne bi mogli onega 4. avtomobila dobiti, bi se vsi stlačili v 3 avtomobile, pa bi potem verjetno vsi malo čudno me gledali, da pač se morajo stiskati zaradi mene, kar bi bilo v končni fazi tudi res, ker pač sem jaz kriv, da nisem to vzel, ne. Ampak nisem vedel, tako da žal ne morem pomagati. No, včeraj zjutraj smo se odpravili potem z Muškata, šli smo že nekje ob 5 zjutraj in smo šli proti temule otoku Masira, na katerem smo zdaj. Ko smo prišli do trajekta, naš vodnik Matjaž je mislil, da gre trajekt ob 12, pa se je potem izkazalo, da ne gre ob 12, ampak da gre ob 3. Pa smo bili na začetku vsi malo slabe volje, da pač bomo mogli 3 ure čakati, ampak smo se tam zapeljali na eno plažo, ki smo že prej videli, cel kup, bi rekel, nekih prebarjenih bark, tako na boku. Nismo vedeli, ali so nasele, ali so stare, ali so celo v pogonu, pa pač zato, ker je vseka, so šle dol nižji, ampak je bilo ful tako super za slikati, tako da smo se pol tole vrnili tja. Pa sem tudi malo slikal, malo sem drona spustil, mislim, da sem ful dobrih posnetkov naredil z dronom, samo to še ne vem, moram še pogledati. No, potem so pa tam eni domačini bili in so nas kar začeli klicati, naj pridemo tja k njim. No in seveda najprej je šel ta vodič Matjaž, ker pač ima izkušnje s tem in ve, kako je. No in pa so nas kaj povabili, jaz sem sicer nisem čisto od začetka bil, ker sem šel potem še drona spustiti, ampak potem je to bilo izredno zabavno, oni so se slikali, mislim, mi smo se slikali z njim, tudi oni so se, no, ker se imajo tudi zdaj, imajo telefone pametne in tako. Potem so še nam za jesti pripravili, riž pa ribo. Ribo so tam kar spekli na ognju, na žerjavki, tako, ko sem pogledal, je malo vse skupaj mogoče malo žalostno pa čudno izgledalo, ampak potem je tista riba bila tako okusna, da ne moreš verjeti. Jaz sem jo kar veliko pojedel, no, je bilo pa tudi par takih naših skupnin, ki niso jedli, ne vem, iz katerega razloga, ne. Mogoče se mi je malo gravžalo, mogoče so mislili, da ni dober, jedli smo z rokami, meni to ni bilo problem, tako da meni je bilo super, no. So bili pa zelo zabavni fantje, smejali smo se, slikali smo se na vse načine, Evo, glih moji se mem pelejo, pa me motijo, me nekaj kličejo, najbrž grejo v trgovino. Tako da
Kje sem že ostal, pri teh tam domačinih, ki so nas, tako da super je bilo, na koncu smo se slikali, zmenjali Facebook, prijateljstva in tako naprej, tako da izredno doživetje, izredno so bili ustrežljivi. No, potem smo šli na ta trajekt, tam sem šel v potem kabino, kjer je bila klima do konca vžgana. Bil sem zelo zaspan, ker sem spal samo ene 3 ure. In ko sem se zbudil, me je majčkeno matrati začel grlo, pa tudi glava, ker mene klima takoj imel nič in verjetno sem bil tega tudi potem malo me grlo boli, malo glava, majčkeno sem bolan. No, ampak mislim, da je zdaj že dobro, zjutraj sem neki aspirin vzel pa te zadeve, tako da je zdaj čisto okej. No, potem je pa tam še na tem trajektu, ko smo se že približevali tem mestu, je pa do mene prišel en fantek, pač domačin, Arabec, in mi je pač mesto pokazal, ne. No, potem mi je pa še rekel, da naj slikam, ne, jaz seveda nisem mislil slikati čez šipo tam pa to, ne. No, potem sem pa njemu dal fotoaparat, pa njemu malo pokazal, kako se slika in je to pol on veselo slikal, potem je še sestrica njegova prišla, pa še ena manjša punčka. Fant je bil star ene 3 leta, po mojem, in tukaj moj nečak Janez. No, in so potem s tistim mojim fotoaparatom se slikali, pa skupaj smo se slikali, pa tako naprej. Pa so pol še slike mami hodili nest, pa tako naprej, tako da je bilo izredno zanimivo. Moj sopotnik Ciril, skupaj sva v avtu, skupaj sva v sobi, malo starejši gospod, ampak zelo prijeten, zelo zabaven, imava zelo različna, zelo podobna razmišljanja, tako da se zelo super ujameva. In sem tudi zelo vesel, da sem in v sobi z njim in v avtu. Mi je potem rekel, da znam z otroki, da je bilo videti, tako da izgleda, da znam z otroki, no, nisem to vedel. No, potem smo prišli na ta otok Masira, tukaj sicer spimo v šotorih, šli smo kar na eno lepo plažco, se utobarili, postavili šotore, potem si še za jesti nekaj pripravili. Vsi smo neke salame s seboj vzeli, pa neke sirčke, pa te zadeve. Tako da smo tisto jeli, pa tudi danes za fruštek smo to jeli, tega imamo toliko in se bo vse pokvarilo, če ne bomo pojeli, tako da zdaj smo bolj na tej hrani, ker tukaj itak, zdaj ko smo, ko vidite, tukaj ni 30 km okoli nobenega mesta, nobenega naselja, da bi lahko kaj kupil. No, ampak super je bilo pol v šotoru spati, jaz sem bil zelo zaspan, sem šel spet ta prvi spat, tako kot ponavadi, drugi ga malo žurajo. Jaz sicer imam rad žur, ampak če sem pa zmatran, pa pač ne morem, tako da mogoče me imajo že malo začudenega moji sopotniki, ampak pač tako je, jaz hočem biti spočit. Meni je važno, da jaz uživam v potovanju in pač, če mi bo pasalo žurati pa kaj spiti, pač bom pa šel takrat, ko mi bo pasalo. Zaenkrat mi pa včeraj rečemo, ni mogoče mi bo, danes bom videl, čeprav ta grlo me malo matra, ampak ni to tak problem, no, mogoče pa bom danes kakšna dva džeka spil, jaz sem namreč flašo džeka prinesel s seboj, pa bom danes nesel med družbo. No, tako zjutraj smo se zbudili, fantastično je bilo. No, moram reči, zvečer smo tudi nekaj slikali, sem se tudi neke nove tehnike naučil, ki jih nisem še nikoli videl. No, danes zjutraj smo se pa zjutraj vstali, malo smo poslikali, spili kavico, no, potem smo šli pa v mest, ko smo mogli natankati avtomobile. No, potem smo šli pa na tisto plažo, ko sem rekel, da je tukaj super, ne. Tisto je bilo tako fenomenalno, meni je ful žal, da nismo tam ostali, ampak nismo mogli zato, ker danes zvečer imamo tukaj še želve. Ampak meni je bilo tam tako fenomenalno, da tam bi jaz kar ostal. Tudi danes spimo v šotorih, tamle jih eni še postavljajo, vam bom pol na koncu pokazal. Tako da mislim, da se bomo spet fino imeli, jutri žal pa že ta otok zapuščamo in gremo naprej. No, tam, ko smo bili, tam tista super plaža, ki je bila, so potem nas prišli poj z nekim čolnom, smo se malo okoli zapeljali, smo delfine videli, bilo jih je cel kup, tako da res zanimivo, čeprav sem delfine že večkrat videl, ne. Dobro, tisti malo skačejo ven, ne, saj verjamem, da je nekom kaj prvič videl, zelo zanimivo. Ampak zdaj
če bi se lahko nazaj vrnil, pa če bi lahko, mislim, da bi mu izbiral, mislim, se bi jo imel, ne, bi jaz raje na plaži počakal, ker ta plaža mi je bila, to je bila tako huda plaža, da ne morete verjeti. Še enkrat pravim, pejte na Instagram pogledat to sliko. Res je fenomenalno. Slike iz tega potovanja redno objavljam na mojem Instagram profilu, pa na Facebook profilu, v kater povezave do Instagrama pa mojega Facebooka najdete spodaj v opisu tega videoposnetka, tako da pejte si pogledat, boste videli, res so, posebno ta plasca je ful lepa. Imam pa še tudi drugače dost lepih slikc, če se le da objavljam 3 na dan in na Instagramu in na Facebooku, vsaj 3 na dan. No, pride kakšen dan, ki ne morem, rečemo zdaj tukaj, ki smo, ni interneta, tako da pač ne bom mogel objaviti. Tako da to bi bilo za danes vse. Jaz upam, da se jutri spet kaj javim, da vam povem, kako je bilo na Želvah. Prepričan sem, da bo super. No, vi pa še naprej spremljajte moj YouTube kanal. Če vam je tole všeč, se naročite na moj YouTube kanal, kliknite v rdeč gumb naroči, pa potem še zvonček. Tako da se vam javim čim prej. Zdaj za na koncu pa še pokažem, tukaj bom kamero obrnil, da boste še malo morje videli, pa tamle šotore, ki postavljamo, sicer so zelo daleč, da boste bolj slabo videli. Drugače kamero sem mogel pa zato tako obrniti, ker da se ne vidi morje, ker sonce glih z morja sije in potem sem jaz čist temen in tudi komplet cela slika bi bila temna, tako da sem mogel. Nič, lepo se imejte, sem še 3 sekunde, da vam tole pokažem. Živja!